Sedaj pa bomo pogledali, kako se na pust pripravljajo v Selnici ob Dravi. Tam že tradicionalno pripravljajo, torej že 8 leto zapored, pustno povorko oziroma karneval, kot ga imenujejo. No, več o tem pa nam bo povedal iz prve roke organizator iz društva KD Pauza, gospod Janko Lisjak. Pozdravljeni. Oziroma strašilo, ne? Če drugače rečem. Strašilo. No, hotel sem reči, da vsak se pač maskira po to, kar bi rad bil v življenju, no. Eni so kralje, druge kraljice, pa tak naprej. Trump tudi smislo biti, pa ni htela vedno nobena Melania. Tako da sem se potem za to odločil. Drugače pa vas vse skupaj lepo pozdravljam v imenu pač prirediteljev te pustne povorke v Selnici. Zopet so priprave v velikem teku. So, ne? Veliko se vas pripravlja na to pustno povorko, ki bo tradicionalno že v soboto, a ne, 2. marca. Tako, sobota, 2. marec. In kakšne so zdaj te priprave? Koliko skupin se kaj pripravlja na to, oziroma kako se pripravljate vi konkretno v društvu? Vemo, da je kar nekaj organizacijskih skrbi zdaj v tem času, pa vendarle, ne, še tudi nekaj tiste misli na ta pozitivni pustni duh, na odganjanje zime tudi v Selnici ob Dravi. Ja, zdaj je najhujše, ne. Mislim, da sem danes, no, z današnjim dnem veliko stvari tudi razrešil, bil sem pri marsikom. Te skupinske maske se pripravljajo, ene se pripravljajo že zdaj, drugi malo predolgo čakajo, to sicer ni najboljše, ne? Ampak v glavnem sem prepričan, da bo ta pustni karneval za priprave dobro stekel, ne? Kaj se tiče pripravljalnih del, to se pravi organizacijskih, so zadeve pravzaprav pod kontrolo, oziroma so že pripeljane do tega, te faze, da ne bo nič manjkalo in da bo vse kot lani. Koliko skupin letos pričakujete? Ja, zdaj do 10. Ne. Pri skupinah, večjih skupinah je pa takole. Nekaj je teh skupin, ki so malo starejše, tu kar beležim malo upada, ne. Tako da to generacijsko je to čisto normalno, starejši se težje, ne, in da tistih velikih skupin manj. Po drugi strani pa beležimo že na lanskem, predlanskem in pa tudi letos beležimo pol mlajše skupine. Zelo pridni so mladinci, mladina kar z 3 maskami sodeluje. Potem pa tudi zmeraj več je tistih pustnih mask, ki jih pripeljejo starši, otroke, sami se maskirajo. Tega smo tudi najbolj veseli, ne? Ker tistih velikih maskah je strašno veliko dela, veliko bi rekel odrekanja, malo časa imajo ljudje zdaj za to, ker je pač delo prvo, potem pa drugo, hvala Bogu, je lepo vreme, da to pusti izdelavo mask. Tako da, kar so začeli ljudje razmišljati o maskah, pripravljati in se pravi, kar se pa tiče organizacijskih zadev, pa je tak daleč, da vse kot lani to pomeni, da smo dobili tokrat pred občino okrog Vaške kavarne. To je tam okrog 11. ure že do poldan, ne, verjetno? Ja, enih bo krenila povorka, malo prej se pride, ne, pol enih, 12, tudi nič narobe, se tam zberemo in ob enih ta, bi rekel, povorka krene po Selniških ulicah, po isti po Selniški cesti, pa o potoku in potem po vodovodni navzdol proti šoli. Torej že po tradicionalni trasi, kjer poteka že vseh 8 let, ne? Ja, tako. Prvo leto samo je ta pustna karneval bil samo na te okrog Vaške kavarne, to se pravi na tem trgu slovenskem, pa je zmanjkalo prostora. Je prišlo zelo veliko ljudi, to kako tudi vsako leto zdaj beležimo, to pride 3-4 Selnice, mislim, stanovalcev, po 500 še, pa tudi še več, pridejo te gledati in pa seveda sami se tudi maskirajo, tako da je zdaj kar ostalo in vidimo, da je ta, bi rekel, način najlepši. Se tudi po ulicah gre, da ljudje sproti spremljajo,
na samem igrišču za šolo, za telovadnico, pa se maske predstavijo in pokažejo, kaj so in kaj znajo, pa vse te norčije. In to je tako, razvijamo to v neko ulično gledališče. Ko ste zatem začeli pred 8 leti, ko ste znova zagnali ta, kako bi te rekla, pustni duh, torej tudi na ulice v Selnici ob Dravi, tako rekoč. Pravzaprav, kaj opažate, kako vam uspeva to tradicijo spostavljati? Seveda, vsako leto pride veliko število gledalcev, si ogleda to povorko, veliko je tudi sodelujočih, ki se odzove, pa vendarle. Ja, gledajte, sej malo dela ni, in tako, bi rekel, že kar težko najdemo sodelavcev, od pavze in polovico članov aktivno sodeluje, ker to ni samo to, imamo potem malce, imamo druge pripravljalne stvari, tako da to je veliko dela. Vam pa lahko rečem, ko sem začel, sem jaz vedel, da neki naboj v ljudeh še obstaja. Ta pustni karneval je zamrl, ko se je prišlo do menjave generacij. In seveda potem lep čas ni bilo tega pustnega karnevala, nekaj so poskušali obrtniki, ki so tudi kar dober karneval skup spravili in je bil, potem pa se je to malo zamrlo. No in potem sem jaz začel graditi na teh, bi rekel, genih selniških ljudi, ker sem vedel, da potencial je in seveda z tem, da sem jih spodbujal in pridobival vsakega posebej, smo obudili ta znameniti Babji mlin, ki je bil tak v Selnici prava taka maska selniška, če ravno ni nastala v Selnici, ampak je iz španskih končnic začelo se. To je bila kar uspešna maska, se je dobro zasidrala. To je izredno lepa maska, no in zato smo jo tudi 2-3 krat ponovili, rad bi vsako leto, pa tako težko najdemo ekipo. Ta pustna maska je bila tudi na ptujskem karnevalu dobro sprejeta. Pot pa je bilo še, mi smo z 3 maskami pravzaprav bili na pustnem karnevalu. Tudi letos verjetno greste? Ja, ne bomo. Gre za to, da lansko leto nismo določili, tisti, ako bi šel, oziroma smo tudi nagovarjali, pa ni bilo pravega odziva, ker je to, bi rekel, zelo zahtevna zadeva. V soboto tukaj rajanje, nedeljo pa tam celi dan je kar zelo naporno, teda težko dobimo, bi pa drugače sodelovali. Zdaj zelo žal mi je tudi, da ne moremo sodelovati z Brestanico, ki je letos prireditelj pustnega, take povorke so nam poslali vabilo in tudi eni fantje iz Brestanice pri nas sodelujejo. Kar par let zaporedoma so bili, enkrat celo smo jih poslali, ker so si to zaslužili. Najboljša maska gre potem na Ptuj kot Perice, tako da imamo te stvari razvite. Je pa res, da včasih je, bi rekel, nekih zanimanja manj, zmeraj je treba zelo veliko spodbujati in tako naprej. In ne bi rad, da ko bom jaz odnehal, da ne bi to šlo naprej, zato se trudim v tej smeri, da bi tudi šolo pridobil in bi bil ta, bi rekel, pustni dan tudi šolski, neki kulturni dan, kjer bi otroci sodelovali, imamo mlade vzgajati, da bojo to tradicijo peljali, lepo tradicijo Selničanov, kjer so bili zmeraj uspešni v preteklosti naprej, da ne bi to zamrlo in da bi se zmeraj tudi za mano to dogajalo. Dobro. Sicer pa obetate pester program od predstavitev torej pustnih mask oziroma likov na samem igrišču, potem tudi rajanje v hramu v Selnici ob Dravi. Tako imamo. Vse vabimo tudi gledalce in za maske pripravljamo malico. To moramo zaradi tega, ker se tudi kar dolgo zadržujemo tam, pa čaka se malo, pa tako naprej. Navadno je tudi kar hladno. Dokdaj pa se lahko maske prijavijo? Tega še nismo prijavijo se zdaj, vse še je čas, ampak čim prej, zato da maske tam na samem igrišču, ko se predstavljajo,
prinesejo svojo glasbo, jo moramo urediti, da jo to lahko zasučemo. Tako, poskrbeti za tehnične zadeve. Potem morajo dati neki tekst, da prav jih napovemo, da nekaj povemo o sami maski, tudi kdo je to pripravil in tako naprej. Tako da to je fajn, da je prej prijava, pa da tudi vemo, koliko bo teh malc, tudi to je nekaj, kar je treba vnaprej predvideti, da vse lepo teče, da ni potem tiste, to manjka, ono manjka, da se res lahko koncentriramo na pohod, da se nekomu kaj zgodi in da je čim lepše, ne. In tudi vem, da bo letos tam sigurno zelo šigavih mask veliko in da bojo ljudje uživali zopet v tem pustnem dnevu. Kar nekaj izvirnih mask ste imeli v preteklem letu, če se morda spomnite recimo, katere so bile tiste, ki so posebej zaznamovale pustno leto? Ja, gledajte, tak nazaj je polno takih mask. Najrajši imam maske iz zgodovine Slovencev, ne. Tako Kekec je bil taka lepa maska, potem so bile tudi dobro splavarji, tudi Babji mlin izredno uspel, potem so bile Vikingi, so bile zeliščarke, izredno krasna zadeva, ne, in so zelišča ponujale. Potem Kremenčkovi, recimo, je bila predlansko leto izredno lepa maska in mogoče so bili malo užaljeni, gre za to, da smo naredili ne napako, gre za to, da sem jaz hotel, da je ocenjevanje mask demokratično, pa smo dali maskam, da ocenjujejo, pa tiste ocene niso bile čiste realne, seveda pol ni bilo popravila, mislim, nismo mogli drugače narediti. In nekaj moram poudariti, te nagrade niso velike, pa se trudim, da pridobimo čim več. Sponzorji oziroma darujejo te maske selniški gostinci, podjetniki, posamezniki, tako da lahko teh, bi rekel, nagrad čim več podarimo, zato da zopet spodbudimo, da jih ohrabrimo, da se maskirajo, zato da ostane pust, zato se v tej smeri tudi trudimo, koliko je mogoče, ne. Na kaj boste letos pozorni pri ocenjevanju oziroma izboru najboljših mask? Seveda poleg izvirnosti. Ni tako težko zelo, ne. Saj tudi imamo ljudi, ki se mičkeno spoznajo, da lahko to realno ocenijo. Izvirnost je posebej. Radi bi take maske iz domačega okolja, ne, ki predstavljajo kmečki živelj, obrtnike, ne vem koga še vse, prav iz teh krajev, to je avtohtono, tako kot imajo pač Ptujčani kurenta ali pa oni ščuko recimo in tako naprej, več je teh stvari. Po Sloveniji tako bi radi postali originalni, potem je treba ocenjevati, koliko je truda vloženega. Večja je maska, več je tudi stroškov s tem. Vse to je treba upoštevati, predvsem pa to izvirnost, ne, in izvirnost same ideje in pa tudi izvedbe. Lansko leto so bile recimo Mladina, Štržnike, kokoši, izredno dobra maska, tu vidite čist iz našega selniškega življenja in se da narediti maska, da je lahko primerjamo z marsikatero, ki pač se pojavljajo v Sloveniji. Letos, kar vidim, je to, da veliko političnega ni, ne. Včasih je bilo kar 3-4 politične maske, ko so bile politični problemi večji, ne. Danes pa zdaj svetovno pač razen Trumpa ni noben preveč Morda pa se pustimo presenetiti, nas kakšno preseneti. Ja, vemo pa in sigurno, da bo sigurno nekaj, sem prepričan, tako da ne bi vse povedal, kar je se političnega življenja tudi letos. Torej naj se prepričajo v soboto 2. marca? Soboto 2. marca se dobimo tam, tudi če se prijavijo zadnji moment, prijaviti se pa morajo, da lahko še tudi kaj postorimo.
tako da lahko zapišemo, da jih lahko damo na dnevni red. Povedati tudi moram, da lahko pridejo tudi take maske, ki so otroci in starši, in da skupaj spremljajo, grejo v povorki do šole in tam se tudi bojo te posamezne maske lepo predstavljali in bomo tudi nekaj sladkega in take nagradice tudi za otroke pripravili. Tudi kakšen krof bo, ne? Ja, tudi to, moram to povedati, ne. Prav pa lepo je, da v Selnici sodelujemo posamezne organizacije med sabo, ne, društva. Aktiv podeželskih žena in deklet bo sigurno poskrbel za krofe oziroma štravbe in kakorkoli, da pustno soboto bojo pa tudi pobirali prijave, ker se bojo lahko tudi prijavili moški, tako da bomo pa potem, so obljubile spremenili ime, ne bojo pač aktiv samo podeželskih žena in deklet, bojo pa potem še infantov. Tako da, ja, moram povedati, gasilci so izredno aktivni, mi rabimo zapore, cest, rabimo varovanje in tako naprej. Vsako leto izredno aktivno sodelujejo, tudi druge, bi rekel, skupine se prijavljajo, tako da v bistvu pa gre za to filozofijo, da Selničani pripravljamo Selničanom ta lepi dogodek. Ni za nikogar drugega kot za nas, vem pa in tudi se kaže, tudi iz drugih krajev, imamo maske tudi od drugod, ne samo z Brestanice, tudi iz Gradišča, z našega kraja, pa tudi iz sosednjih občin, na ruški strani že sodeluje, tako da pridejo, ne, tudi od drugod in tudi tisti, ki pridejo to gledati, tudi pridejo kar množično. No. Nič, jaz vam želim luštno pustno soboto, veliko uspeha pri sami povorki, da bodo maske čim bolj izvirne in pa naj vam služi tudi vreme, ne? Ja, hvala. Ste ga naročili? Pomembno, ja, smo že imeli snežne nevihte, jaz pa mislim tako, ko je zdaj vreme in tudi mislim napovedi, mislim, da bo to in bo to tudi zelo prispevalo k dobremu vzdušju in pa udeležbi. Torej samo na hitro, 2. marec. Tako, ob enih na igrišču. 13. uri, v 1. uri pridemo v krog in potem se začne ta pokazna prireditev, to gledališče ulično. No, vse maske bomo lepo napovedali, potem pa gremo v hram, kjer bo razglasitev rezultatov, najprej malica, lepo na toplem, ne, in pa potem podelitev nagrad. Dobro, hvala lepa. Hvala.